Danes bomo pa ribe jedli pri sosedu. Natalija pripravlja česen, peteršilj, olje olivno. Like it was around 6:30. Less than, maybe 6 o'clock. Olive oil? No. Just this. Moram reči, da se mi ta Meranič dalje bolj všeč, ker zgleda, ko se staram, tudi jaz potrebujem čim več luksuza oziroma vsaj malo več prostora, kot ga imamo na jadrnici, pa še ne ziblja se toliko. Z Natalijo sva iskala tale sadež, ki se imenuje korasol. Korasol. Ja. Korason. In kakšno je to? Bom pol ga probala, bom pokazala. Si ga že zadnjič jedla? Tak belo meso je not, pa take črne, kako se reče? Pečke. Pečke. Črne pečke. Ga je pa težko dobiti, da so ga pa zdaj naročila en kos. Vidi, greva na en sprehod po Moramu. S domačim rumom. Ko se usedeš, poglej na foteljček. Like this, yes? Se je začelo malo bolj pihati. Prihaja ena tropska nevihta spet. Nas bo dosegla v sredo, ki bo šla mimo, tako da bo malo več vetra. Tako da bomo kar tukaj ostala na sidru. Itak ne nameravava še naprej zaenkrat. Mogoče z jadrnico, ki narobe? Maybe it's something wrong with sailboat. Yes, they asked me to put the power bat on the trigger side. They move, after that they some things like that. Z Natalijo sva bila v vodi, zdaj sem našel še eno skalo, pod njo je pa sigurno ne 20 jastrov, tako da za nekaj dni sva preskrbljena, če na vsake par dni kakšnega ven potegneva, imava kar nekaj hrane. Zaenkrat sem potegnil 3 ven, za sosedana in ga pa za naju 2, bomo potem zvečer jih skuhali. Natalija je še hobotnice ujela, zdaj imamo pa morskih dobrot že ogromno. Ni slaba, za v solato bo. Danes pa kuhava še banane, tako da bova imela še kuhane banane zraven. Tole pa poznate verjetno. Včasih mora pa tudi malo mesa še jesti.
Danes Osen Gerard nam je danes povabil, če greva z njim v Fort de France, ki ima avto. Tako da sva šla z njim. Mesto je veliko, ima približno 80 000 prebivalcev, da zdaj gremo pa malo tukaj okoli. Po moje, kaj veliko ne bomo hodili, ker on je že malo v letih, 72 let ima, pa ga noga boli, tako da... Ampak gremo malo pogledati. Kam na tržnico? Gerard pravi, da gremo na tržnico, tako da gremo pa tja pogledati. Vint inštrumentice, no zdaj grem pa na vrh Jambora. Grem pogledat, kaj je, mogoče so kakšni slabi kontakti. Tudi zdaj bom kljub vetru splezal gor, pa da vidimo, če bo kaj boljš. Natalija me bo potegnila pa gor. Počas lezem gor, zdaj sem na prvem križu. Pogled se že dela lep. Nisem še na polovici, tako da imam še kar nekaj za plezati. Večinoma plezem kar sam, Natalija pa samo špona vrv. Res je lep razgled, piha pa tudi. Dobro, da ni valov, tako da je kar mirno, vse problem. Prispel sem na vrh. Sidrna luč dela. Tole je VHF antena. Za televizor antena. Zdaj pa ne vem, ali je problem v tem nanometru kontaktih, ali pa kaj z inštrumentom. Zdaj sem na vrhu. Natalija dol čaka. Sosedje me gledajo. Tole uredim, pa grem dol. Te kontakte sem šel preveriti, če niso morda zaoksidirani, ampak očitno niso, ker se eno ne dela. Da možno, da je kje kaj drugega, ali je pa inštrument za nič. Se lepo vrti, ležaji so dobri, tako da tle nijem več kaj narediti. Tako. Nas je kar nekaj tle na sidrišču, ne? Trenutno je malo ponehalo pihati, tako da verjetno se me tudi kaj sliši, kar govorim. Vse kaj pametnega nimam za povedati, ampak tole je pa pogled dol, kar visoko. Voda je čez 18 metrov. Tako da, če skočim dol, bo kar fajn čofoteljno. Pa pojdimo dol, to bo zdaj lažji del projekta kot gor. Saj za Natalijo bo lažji, samo očitno me niti ne sliši in me ne misli spusti dol. Me spustiš dol? Ja! Mogoče me bo celo spustila dol. Počasi se spuščam dol.
prispel dol, cel. Stanje je isto, ne deluje. Evo, z Natalijo smo popravila ta vetrni inštrument. To sem šel danes prej na Jambren gor. To sem napeljal nov kabel. Sem dal kar en ta za internet. Tukaj sem odklopil te original. Evo ti kaže hitrost in smer. Če spremenim smer. Se premika. Tako da sva porihtala. Zdaj pa samo še enkrat je treba iti gor na Jambor. Mislim, da bom šel kar jutri, zjutraj, ali pa danes bom še videl, da sem bil že dvakrat. Že malo roke boli od plezanja. Zdaj edino problem, če ne bo delalo, se pravi, da so kontakti verjetno gor umazani, tako da jih bom mogel nekako ščistiti. Bo probala, pa bo videla. Zaenkrat super, se pravi, nič ni skorilo, vse dela tako kot mora, drugače, kar me najbolj veseli. Se pravi, razen dela nimava nekih stroškov, to pomeni. Super. Spet so naju prišli kontrolirati. Ne vem, kaj sva tako zanimiva na teh Karibih. Sicer so zdaj samo pač vprašali, da sva prišla, po koliko nas je gor, pa tako. Da naprej sicer niso šli, ampak prvič je bilo to tako, čez 1 uro so prišli pa vse premetati. Upam, da zdaj ne bo tako. Ja, jaz tudi upam, da ne. Živjo, en lep pozdrav s Karibov. Evo, jaz sem spet na Jamboru, mislim, da zdaj že četrtič, upam, da zadnjič. V glavno čistem tele kontakte tukaj. Mislim, da je tukaj težava za moj wind. Zdaj sem našprical s kontakt sprejem, malo počakam, da se očist, potem pa grem dol. Danes imamo kar lepo vreme, sonce, malo pihla. Tale dol nas pozdravlja Gerard, sosed. Yes? Yeah? Prej sem šel z njim tam na pomol v Saint-Anne.
kjer se je šel učiti vezati na pomol, sem mu pomagal, sem mu malo pokazal in tako naprej. On je v bistvu 72 let star, pa si je letos umislil prvo plovilo, katamaran, na katerem živi, prodal vse. Zdaj pa rab malo izkušen pomoči, tako da mu jaz veliko pomagam, učistila smo mu tudi podvodni del pa vse, tako da je zadovoljen z nama, medvega pa tudi kaj rabimo, nama kaj pomaga. Natalija je tamle dol, čaka mene. Natali! Čaka moj ukaz, da me lahko spusti dol. Me spustiš dol? Ja. Ok. Pojdimo dol. Zdaj, sem pripravljen, ja. Počas. Tukaj gor sega do petje Dženove. Še takole gor naprej pa še Jambora, še kar nekaj. Čeprav do spodaj sploh ne zgleda. Dober dan. Nisi še vadno, Ja, tle pa če padem, tudi bom preživel. Ja, štirikrat sem bil gor, dovolj imam, zdaj pa upam, da dela. Srečno prispel dol. Ja, sem dolgo ne morem tle stati, ker so sončne celice tako vroče, da adijo pamet. Danes žge. Odkar smo se vrnili nazaj na Karibe, imamo malo težave s tem najim Suzukijem. In sicer problem je v tem, da pušča pokrovček pri, kako pokazal, bo najlažje. V bistvu tukaj pušča bencin. Problem je tesnilo. Poskušala sva ga kupiti le v Le Marinu, pa kje v okolici, ampak ga nikjer nimajo. Tako da probal sem že vse sorte. Danes sem šel v Le Marin, kjer sem dobil en O-ring. Upam, da bo dober, sicer je malenkost manjši, upam, da ga bom malo raztegnil, pa da bo delalo. Bencin pušča na tem pokrovčku, v tem pokrovčku je noter plovček. In težava je tukaj. Zdaj tole je staro tesnilo, ki nikakor ne deluje. Pa sem kupil en O-ring, to je edino, kar sem dobil tukaj, tako da upam, da bo zdaj tole držalo. Malo bom v kanalčku namazal z mastjo, zato da bo O-ring stal noter, potem pa bom dal gor pokrovček in upam, da bo delovalo. Bomo kmalu videli rezultat. Še pri tem imam tale material za tesnila, ki sem ga obrisal pa zrezal ven. To je ta. Peljala sem se enkrat na obalo pa nazaj, delovalo sem že upal, da bo dobro, potem pa spet isto. Koliko zategnem, pokrovček pač ne drži, tako da bo treba res to boljše tesnilo noter dati. Tako, prvijačeno je, pod samim, ko je odprt bencin, ne pušča, vedno je problem potem, ko pride malo do pritiska, tako da probimo. Ja, tudi to ne bo dobro, pušča. Problem je, ker nikjer ne morem dobiti original tega tesnila ali pa podobnega, nikjer nič nimajo. Pa naročim zdaj po nekem eBayu, bo trajalo en mesec, da bo prišel, potem moram tlega prositi, da bo na nek naslov ali pa v Marino prišlo, v glavno. Za ta O-ring, ki sem ga pokupil, ker ni se skupaj nič, je pa 4 € stal.